No, če še kdo ni dojel, je zdaj v tej glasbi lahko, da se finalno odštevanje zares že dogaja. Zdaj bi pa še preskočil na zadnji del, nekako na bolj duhovni del njihove ponudbe in kaj se z ljudmi potem dogaja. Magična vojna duhov, posledice prejema strupov v telo. V medijih je mogoče slišati različne zgodbe o telesnih in zdravstvenih posledicah po prejemu strupov v telo. Nekatere pa nakazujejo tudi duhovne posledice. Vendar brez konkretne analize, kako se ta strup vseljuje in uničuje duhovni potencial človeka, te posledice so veliko hujše od fizičnih in se selijo v domeno znanstvene fantastike. Vendar so kruta resnica. Ta zapis ni za ljudi, ki nimajo duhovne komponente svojega bitja in ne verjamejo v obstoj duhovnih svetov. Zanje je to neumnost, zato vas prosim, da ta zapis preskočite in nadaljujete svoje vam normalno življenje. Tu je predstavljena raziskava o duhovnih posledicah prejema injekcije. Raziskovanje je rezultat dela z ljudmi energijskih meritev z radiestezijo, duhovne jasnovidnosti bitij iz višjih sfer. Preden nam postane jasno, kako strup vpliva na osebo, ki ga prejme, bomo razložili osnovne duhovne parametre človeka. Vsak človek ima določene avrične in življenjske parametre, ki so naslednji. Moč sevanja aure, moč našega biopolja, ki je v razmerju z našo duhovno močjo, količino zavesti, ki jo imamo, in energijo. Povprečna oseba izžareva od 100 do 500 bovijev. Na vsakih 100 bovijev se aura razširi za približno 13 cm v širino. Večja kot je aura, večji je naš pozitiven vpliv na okolje. Odstotek vitalne življenjske energije kaže, koliko energije ima oseba za delo, študij in življenje. Povprečen srečen človek ima približno 40 do, kar pomeni, da ima moči približno za pol dneva. Del odstotka celovitosti eteričnega telesa je naša imuniteta. Šibkejše kot je, šibkejša je. Človeška imuniteta je naš nasičen ovoj negativnih energij, hkrati pa vez z višjimi energijskimi telesi in končno z božansko zavestjo. Šibkejše kot je eterično telo, šibkejši je naš stik z duhovnimi sferami in zato sčasoma človeška zavest izgubi svojo duhovno komponento. Zavest postane robotizirana. Ameriški strup je uničil približno 90% eteričnega človeškega telesa, britanski približno 80%, ruski približno 25%, kitajski pa okvirno 15%. Vendar se to razlikuje od osebe do osebe in od odmerka do odmerka. Odstotek božanske skladnosti pomeni, koliko je človekovo življenje v harmoniji z božansko vizijo. Odvisno tudi od tega, kako pravična so njegova dela. Ko človek počne slabe stvari, ko verjame v napačne ideje in škoduje sebi in drugim, se ta odstotek zmanjša in človek gre skozi degradacijo svojega duha. Višji kot je odstotek usklajenosti
bližje je človek razsvetljenju in bližje pozitivno, več zavedanja, več znanja in več pozitivne karme. Drugi pomembni parametri so naslednji. Število podzavestnih programov, ki delujejo na človeka. Moč posesti negativnih sil. Moč negativnih energij, ki delujejo na človeka. Karma. Nivo zavesti, nivo različnih sevanj. Genetski potencial, negativni zapisi, iniciacije, konstrukcije in drugo. Duhovni raziskovalci Branislav Pajić, Gordana Keča in Nemanja Blagojević so z ločenim delom prišli do naslednjih rezultatov. Prejem strupa v telo povzroči, da se zmanjša polarnost življenjskega polja. Tako s sevalno močjo avre človeka izžareva manj energije z drugimi ljudmi in s tem znižuje genetski duhovni potencial. Torej znižuje zmogljivost maksimalnega sevanja avre. Na primer, če je oseba sposobna sprejeti 5000 bovijev energije, bo zdaj prejela največ 3000 bovijev. To je zelo pomembno, ker je sposobnost izžarevanja avre tudi sposobnost sprejemanja več zavesti. Človek z manjšo sposobnostjo ne more doseči višje zavesti, zato znižuje stopnjo razsvetljenja in s tem odstotek božanske harmonije. Človek, ki prejme v svoje telo strup, nenadoma pade v bolj negativne časovne linije. To pomeni, da se bodo v življenju zaradi padca in drugih parametrov začele najprej manifestirati negativne sinhronosti, nato misli in čustva. Uničeno je namreč eterično polje. Uničeno je torej eterično zdravje človeka. S tem se človeku zmanjšuje imuniteta in se prekinejo povezave nižjih energijskih teles z višjimi, neposredno zmanjša sprejem višje zavesti in prebujanja ter razsvetljenje, kar neposredno pomeni, da človek, ki prejme v telo strup, se duhovno ne bo mogel prebuditi in bo ostal na materialni ravni zavesti. Strup vsebuje delce človeških celic, vsebuje delce človeških fetusov. Te celice vsebujejo informacije o nenehnem razpadanju. Človek zato s sprejemom teh delcev vnese v svoje telo informacijo o smrti, o razkroju in o bolezni. Učinek je enak, kot če bi vaški čarovnik izvajal obred z mrtvo vodo. V tem primeru gre za črno magijo, ki je pravzaprav znanstveno razložljiva. Razpadajoča celica nosi v sebi energijski informacijski zapis, ki se nato posreduje drugim zdravim celicam, ki začnejo prejemati to informacijo. Ta magični vpliv na astralni vpliv obstaja. Pušča pečat, ki človeka označuje kot tarčo. Čarobno zaznamovani človek v astralu sije negativno in nato privabi negativne entitete, da napadejo človeka, zato ker ima zastrupljena oseba zlomljeno avro.
v eterično telo lahko neovirano vstopijo entitete. Včasih traja 2 leti ali več, da se negativne entitete povežejo v energijski sistem osebe, da ta entiteta začne v celoti delovati. Zato bodo šele v bližnji prihodnosti ljudje začeli čutiti posledice posesti teh okvar. Že sedaj bodo zastrupljeni posamezniki začeli čutiti vse večje izgube življenjske energije, zmanjšano imuniteto in sčasoma bo človek zaradi te potencialne posesti stopljenih entitet doživljal vse večji upad zavesti, nato pa nenadzorovano pojavljanje kompulzivnih misli in čustev, ki so posledica tega posedovanja vstopljenih entitet. Posameznik bo posedoval vse več negativnih sinhronosti, na koncu pa bo njegova zavest deloma robotizirana, distancirana od drugih ljudi. Takšni posedovani ljudje bodo postali goreči zagovorniki sistema nove svetovne ureditve in vseh prihodnjih ukrepov. Opazili smo še, da označeni ljudje vplivajo na zdrave posameznike v družini in okolici. Njihovo negativno polje vpliva na svet okoli sebe, širi negativnosti ali negativne energijske mreže, ki so usmerjene v duhovni vampirizem, kradejo energijo vsem drugim iz okolice, vendar pa se to še ne kaže pri vseh. Kazalnik je odvisen od stopnje zavesti posameznika, ki je prejel strup. Tisti z nižjo zavestjo postanejo služabniki nevidnih vplivov. Tisti, ki so močnejši, pa se upirajo. Zato so potrebne nove in doze za ohranjanje te energije. Določeni posamezniki lahko te vplive na energetskem nivoju zaznajo ali celo vidijo. Pri zastrupljenih zato vidijo energijske strupe, ki se včasih soočajo s temno pajčevino. Drugič to lahko vidijo kot temne konstrukcije nad človeško avro. Takšna avra je razbita in energije zmanjka pri tistih, ki so prejeli popularnega ameriškega Pfizerja. Okrevanje traja veliko dlje in ključno je, da tak človek ne prejema več novih odmerkov, da se giblje v naravi, da se veseli, da se zdravo prehranjuje. Na tak način se dobršen del parametrov da obnoviti, a to ne pride čez noč. Zato je zelo pomembno, da je ta situacija opomin in močna spodbuda k duhovnemu delovanju, k energijskemu čiščenju in s tem povzetek. Strup, ki nam ga vsiljujejo, je magično orožje. Njegov cilj je razviti energijska telesa v ljudeh tako, da je posameznik izpostavljen negativnim in nevidnim in negativnim ciljanim napadom. Takšna oseba izgubi zmožnost poduhovljanja in prebujanja. Tak človek postane nezavedna, pasivna in poslušna oseba. Zaradi vsega postane lahka in uporabna tarča delnih entitet astrala,
ki se nato pretvori v baterijski vir energije. Na takšen način postane neosveščen subjekt novega svetovnega reda. Cepljeni posameznik s tem izgubi vsako možnost, da se bi lahko boril za svoje pravice. Nima, da bi se prebudil in približal ter povezal z Bogom, stvarnikom, saj je postal služabnik teme. Treba je opozoriti, da zastrupitev povzroča sterilnost in da je eden od ciljev uničenje predvsem bele rase kot najbolj svete rase na zemlji. Zakaj svete rase? Edino bela rasa je tista, ki lahko potencialno uniči sistem nove svetovne ureditve. Cilj je, da vsak brez izjeme postane poslušna kategorija prebivalstva. Vendar obstajajo načini, kako to nevtralizirati. Zato, več ko bo imel posameznik posledic zastrupitve prebujali, vedno je bilo ločevanje